Dober dan, en lep kolesarski pozdrav. S pomladjo so prišle spremembe, lepše vreme in tudi novo kolo. Danes je 23. marec, zunaj je 23 stopinj Celzija, v naše kraje pa je prišel zeleni Juri. To je tisto kolo, ki sem ga čakal od januarja naprej. Res je težko dobiti kolesa v tem času, ko ponudba ne dohiteva povpraševanj. Čeprav sem imel odprtih več možnosti, pa je na koncu bil moj izbor Scott Addict 20, po domače Adi. Drugače je tale Scott letošnji model, oprema Ultegra, disk zavore, karbonski okvir, gume so širine 30 mm, tako da se jih pumpa na 6,5 barov. Zaenkrat se pelje v redu, jaz bom danes naredil kakšnih 40 km, toliko za prvi občutek, bom pa še v bodočih dneh kaj se vozil in posnel. Občutek imam, da sem zaradi teh gum mogoče malo počasnejši. Ne morem pa se še odločiti glede višine sedeža, ali je v redu visok ali mi je mogoče malo prenizek. To bom videl kasneje v naslednjih dneh. Na kolesu tudi nimam sprednje lučke, zato ker jo ni bilo kam namontirati. Štanga na Fujiju je bila ožja, tukaj je pa tako široka, da ne vem, kako jo bi izvezal gor. Drugač, zobniki so pa tisti klasični, spredaj kompakt, od zadaj pa 11 brzin. Mislim, da je 11,32. Mal se bom mogel navaditi, ker je drugačna geometrija kolesa, tako da če pogledam dol, ne vidim, v kateri brzini imam od zadaj. Prej na Fujiju sem lepo videl, tukaj mi pa zadnja štanga zakriva pogled. Ampak to se bom navadil. Ostala oprema, ki je na specialki, je Synchros, skupaj ima enih 8 kg. Cenovno pa je to, če rečemo, na okroglo 3 jurje. Jaz sem jo kupil v trgovini Bi-Šport v Novi Gorici. Samo moram pa povedati, da se dosti lažje odločiš za nakup, če ti več kot polovico cene zbere žlahta za Abrahama. Hvala še enkrat vsem, ki so prispevali, da je do tega nakupa prišlo. Kar mi je malo nenavadno, so teji odsevniki gor na špicah, ampak me ne motijo. Če si je tako zamislil dizajner, meni je ok. Drugač pa je milina, zdaj ko je končno prišla pomlad. Kratki rokavi, svoboda gibanja, super mi je. Je pa specialka zelo lepo vodljiva. Zgleda ta malo nižji položaj in širše gume naredijo svoje. Zelo dober občutek. In tudi razne nepravilnosti na cesti dosti lažje premagujem. Zdaj ga bom kakšen mesec vozil in potem ga peljem sred aprila na tisti prvi brezplačni servis, da poštimajo, če bo karkoli še za zategniti. Gledalec Silvo mi je dobronamerno svetoval, naj od začetka malo čuvam tega Scotta, naj ga ne priganjam do prvega servisa, da se oprema lepo uleže in da jo potem na prvem servisu fajn zategnejo. Danes je še en lep dan, čudovitih 22 stopinj Celzija. Jaz sem najprej naredil 10 km po Novi Gorici, zato da sva s serviserjem uštimala sedež. Na prvem krogu sem se prepričal, da je sedež res prenizek, potem mi ga je poštimal, sem naredil še en krajši krog in mi ga dokončno prilagodil, tako da zdaj je super. In zdaj tudi vidim zobnike, če pogledam dol. Ja, tako da zdaj naredim še en nežen krog, še malo sprobam. Par vprašanj sem dobil o tem, zakaj menjava.
Fujija sem imel 1,5 leta, z njim sem naredil 10.000 km. Ena stvar je bila ta, da se po tistem padcu na njemu nisem več počutil varno. Strah me je bilo na spustih, nisem zaupal v špice, zdel se mi je tak krhek. Vseeno sem z njim naredil kar nekaj lepih izletov, tako da mi je dobro služil. Zato ker drugi, dosti bolj pomemben razlog je pa ta, da je žlahta zbrala denar za Abrahama, predvsem z namenom, da si kupim specialko. In na koncu sem se odločil, da če so zbirali denar za ta namen, da je najbolj fair, da to res naredim. Fuji je zdaj na prodaj, ampak ga imam kar tam v trgovini, kjer sem kupil Scotta. Nočem imeti nobenega vpliva na kupca, vsak si lahko v miru ogleda kolo, se posvetuje s serviserjem in se sam pri sebi odloči, ali bi kupil ali ne. Meni je najbolj všeč tak sistem, da se nič ne mešam zraven, zato da ne bi bilo potem kakršnega koli očitka, da sem kogarkoli prepričal v nakup ali kogarkoli drugače pripravil do nakupa. Lučko sem zaenkrat namontiral kar spredi na belanco. Dokler ne najdem kakšne boljše rešitve, bo tudi tam ok. Mi je pa Dario na Stravi napisal, da če imam od spredi belo lučko, od zadaj rdečo in pa na špicah te odsevnike, da potem moje kolo povsem ustreza vsem italijanskim predpisom. Nisem vedel, hvala lepa za informacijo. Viš, tudaj je pa astronomski observatorij v Fari di Sonco, oziroma Fara ob Soči bi bilo po slovensko, ker Italijani Soči rečejo i Sonco. Mi je pa super všeč, ker je na tem kolesu vse brezžično. Vse žice so skrite noter v okvirju, edino tukaj od spredi na belanci se vidi 5 cm žic. Potem pa se skrijejo v okviri in potujejo not po kolesu. Ja, evo, še en lep dan, čudovita sobota. Že ob 9. zjutraj je bilo 16 stopinj Celzija, tako da sem šel kar v kratkih rokavih. Sedež je uštiman v nulo, sem probal narediti nekaj kilometrov s to višino in je super. Imam tudi update glede lučke in sicer pri lučkah sem dobil eno rezervno elastiko, ki sem jo zdaj s pomočjo osmice lepo uštukal in z obema elastikama pritrdil lučko okrog sprednje štange, ki je tukaj širša kot pri Fujiju. In seveda imam tudi update glede Fujija. V 2 dneh je šel, postavljen tam v trgovini za dobro ceno, čez 2 dni ga ni bilo več. Res je nenormalno povpraševanje po teh kolesih, sploh se mi zdi ta moja velikost okvirja 56L je še najbolj iskana. Zavedam se, da vozim specialko na zgornji meji, če se štejem svojih 110 kg, težo kolesa, opreme, bidoni. In tukaj imam na deklaraciji napisano maksimalna obremenitev 120 kg. Tako da, na meji. Danes grem probat še malo v ta klanc gor na Kras in potem po italijanski strani nazaj. Zaenkrat je vse v redu. Sigurno se peljem v redu, če sem dosegel osebni rekord na tem vzponu. Ok, zdaj grem pa tle dol v Italijo, pa po drugi strani nazaj.
V glavnem, vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri nakupu tega kolesa z nasveti, idejami ali pa kako drugače, se najlepše zahvaljujem. Prav tako tudi vsem gledalcem za oglede, za všečke, komentarje, kakšne nove naročnike. Te 3 proge, po katerih sem se vozil te dni, bom dal od spodaj v opis videa. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!